Lep pozdrav na prvi novinarski konferenci nestrankarske ljudske liste Zdrava družba. Pred dobrim letom smo se zbrali, da oblikujemo močno gibanje in to nam je uspelo. In sedaj smo na dobri poti pred državnozborskimi volitvami, da bomo svoj program in seveda tudi kadre predstavili širši slovenski javnosti. In zelo pomembno bo, da pravzaprav v vseh 8 volilnih enotah predstavimo svoje aktivnosti in pa seveda, da predstavimo svoje aktivnosti tudi slovenski javnosti, potencialnim volivcem, ker pričakujemo in vemo, da bomo uvrščeni v državni parlament. In zato v naši sredini predstavljam najprej nekatere naše aktivne nosilce in člane, gospod Polona Kambič, županjo občine Semič, in jim predajam besedo, ker na koncu me še nekaj spregovoril tudi o samih volilnih postopkih oziroma aktivnosti, ki jih imamo znotraj volilnega štaba. Izvolite. Hvala lepa, Karel. Lep pozdrav še z moje strani. No, jaz bom začela kar s 3. členom Ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pa se vedno znova sprašujemo, če to oblast res ljudstvo ima, in kot ugotavljamo, že ves čas ne vlada ljudstvo, ampak naše politične stranke, ves čas obstoja Slovenije, ki so seveda hierarhično povezane preko Evrope in pa tudi višje. In s tem, ko smo jim dali pooblastilo, da upravljajo z našimi življenji, seveda te naloge niso opravile tako, kot smo si predstavljali, zato smo se nekako odločili, da bomo vzeli to oblast, to moč nazaj v svoje roke. In to nam omogoča tudi zakonodaja, to lahko naredimo na povsem legalen način. Namreč 44. člen zakona o volitvah v državni zbor predvideva ali pa omogoča ljudstvu, da kreira ljudske liste, da te ljudske liste volivke in volivci podpremo svojimi podporami, se pravi svojimi glasovi v posamezni volilni enoti, in na ta način lahko enakovredno kandidiramo oziroma konkuriramo potem, ko vložimo kandidaturo ostalim političnim strankam oziroma ostalim akterjem. Zdaj, kaj je ljudska lista? Ljudska lista je ena najbolj demokratičnih oblik, ko se ljudje povežemo in lahko kreiramo svojo prihodnost. In ljudsko listo lahko ustvarjamo, se pravi, v posamezni volilni enoti, saj vemo, da ima Slovenija 8 volilnih enot. In kaj je res tisto, kar je specifično, pa je to, da v vsaki volilni enoti potrebuje lista 8000 podpisov podpore, da lahko potem svoje kandidatke in kandidate, ki prihajajo iz vrst ljudstva, in jih je lahko največ 11 v posamezni volilni enoti, potem tudi kandidiramo, ko bo prišel čas za vložitev kandidatur. Koga na teh listah vidimo, pozivamo in vabimo vse tiste ljudi, da pač predlagajo svoje bližnje v svojem okolju, ki bi jim lahko zaupali, ki bi zaradi njih šli tudi na volitve, ker vemo, da ljudje smo v 50% hodili na volitve, 50% pa nekako ne, in mi želimo zainteresirati, zbuditi tistih 50% in na ta način tudi povečati volilno udeležbo in seveda dati na liste takšne ljudi, zaradi katerih bomo res šli na volitve in tudi množično volili, kajti vemo, da je od volilne udeležbe zelo, zelo odvisno, kakšen bo volilni rezultat, in mislim, da s tem, ko jo bomo dvigovali, bomo marsikaj spremenili tudi na tem prizorišču. Tako da tudi jaz sem se nekako odločila na pobudo ljudi v Beli krajini, da bom kandidirala in se postavila na listo v volilnem okraju Črnomelj in pa bila ena izmed kandidatk in kandidatov v 6. volilni enoti. Hvala. Kot veste, je vedno na volitvah bilo vprašanje, ali je dovolj velika kvota žensk. Jaz lahko rečem, v našem gibanju imamo veliko kvalitetnih kadrov, veliko žensk, in med nami je tudi Tara Strmšek-Kristan, ki bo pokrivala področje. Izvolite. Najlepša hvala, Karel. Jaz bi pa rada naslovila vse mlade in vas pozvala, da se tako številčno udeležimo zbiranja podpisov podpore naši nestrankarski volilni listi, kot smo se odzvali tudi na referendum o vodi. Povsod slišimo, da nam nas mladih svet stoji
In to se je tudi jasno pokazalo, kako veliko moč smo imeli in kako pomemben je bil lansko poletje glas mladih pri spreminjanju naše družbe z referendumom kot izrazom glasu ljudstva. Skrajni čas je, da mi mladi kreativno in aktivno posežemo v vse sfere preoblikovanja naše družbe in pričnemo pomagati oblikovati družbo, ki bo temeljila na zdravju vseh, solidarnosti do vseh in medsebojnem spoštovanju. Pa ne le na papirju, ampak tudi v realnosti, v našem vsakdanjem življenju. Vse, kar mi mladi potrebujemo, lahko pričnemo zdaj zagotavljati z našim aktivnim sodelovanjem pri soustvarjanju zdrave družbe. Zato vse srčne in sprememb željne mlade iskreno in toplo vabim na vaše najbližje upravne enote, da nam namenite vaše overjene podpise podpore, da bomo lahko pričeli v naši državi končno ustvarjati prihodnost, kakršno si želimo tudi mi mladi. Tako da hvala vsem, ki nas podpirate. Hvala. Brez dobrih pravnikov, brez dobrih nekako nosilcev gibanja ne bi bilo tudi našega gibanja in Jureta Pogačnika vabim, da spredaj, da predstavi. V pravnem smislu mislim, da je rdeča nit zdrave družbe nova tehnologija. Nova tehnologija, ki je na en način tudi stara tradicionalna tehnologija, ampak lahko vidimo, da na področju zdravstva in medicine se pojavlja in nekako skuša prodreti v ospredje kvantna medicina. Podobno na področju kmetijstva poskuša prodreti v ospredje biopesticidi in na enak način na področju politike v sedanjem času prihaja strankarske oziroma nestrankarske liste oziroma ljudske liste. To je v bistvu nova tehnologija. Stare tehnologije nekako so preživete in vso to rdečo nit so ljudje, ki so nekako tvorili zdravo družbo že v preteklih parih letih, manifestirali skozi zakonske predloge in skozi druge pravne oblike boja za svobodo. Trenutno imamo v postopku podpore, se pravi zbiranja podpor, 3 zakonske predloge, in sicer je prvi zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, kjer želimo doseči, da bi biopesticid, ki je varen, ki se hkrati uporablja tudi za zdravilo, tradicionalno že stoletja, če ne tisočletja, da bi bil podvržen drugačnim standardom za dovoljenje in za promet kot sintetični pesticidi, ki na leto povzročijo 2,5 milijona smrtnih žrtev po oceni Svetovne zdravstvene organizacije. No, drug predlog, ki ga imamo, je zakon o zdravniški službi. Tukaj predlagamo, da se preneha z prakso, da se zdravnikom odvzema licence v primeru, da se ukvarjajo z drugo vrsto medicine in ne samo z alopatsko medicino. Slovenija je edina država v svetu, ki ima tak sistem. In tretji predlog je predlog zakona o ukrepih za zmanjševanje in omejitev škode COVID-19. Ta posega v 9 različnih zakonov in tisto, kar je prva stvar in izhodiščna točka, je načelo verodostojnosti. Javna uprava in državna uprava v celoti bi morali svoje odločitve utemeljevati prvenstveno na neodvisni znanosti, ne pa na plačanih raziskavah sporne industrije, ki je danes povezana z veliko večino zdravstvene škode. Namreč vemo, da sporna industrija je tista, ki svoje posledice nekje prenaša na zdravje. In tako da vabim vse, da podprete
te 3 predloge in jasno tudi, da podprete, kako rečem, politični subjekt Zdrava družba. Hvala. Teda, naš glavni koordinator, nosilec je Gregor Kos in brez Gregorja seveda si ne predstavljam gibanja. Jaz mislim, da bomo uspešni in bomo uspešni v parlamentu in tudi v nadaljevanju na poleg državnozborskih še na lokalnih volitvah in stebri so v redu postavljeni in Gregor, izvoli. Hvala, Karel. Opozoril bi na dejstvo, da se je z včerajšnjim dnem začela tako imenovana volilna opravila. Kaj to pomeni? Da lahko državljanke in državljani na upravnih enotah oddamo podpis podpore volilnim listam. Nažalost nas je že tako na začetku presenetila trenutna oblast, ki je dostop do upravnih enot omejila in sicer z nekakšnim načelom PCT oziroma kakorkoli že to imenujejo. Zakaj je to sporno? Gre za grob poseg v temeljno ustavno volilno pravico vsake državljanke in državljana. In če je država lahko v zadnjih letu in pol na stroške davkoplačevalcev za nekakšne testiranja po celi Sloveniji postavljala šotore, kontejnerje in podobne orodja in elemente, bi morala nujno poskrbeti tudi za nemoten dostop vseh državljank in državljanov do možnosti oddaje podpisa podpore volilnim listam. Na vse zadnje za vse to plačujemo državljanke in državljani. In še en zelo pomemben razlog je, da smo ogorčeni nad to vrstnim ravnanjem ministra za javno upravo. Več kot 1 leto že opozarjamo na to, da naj, če že imamo nekakšno ministrstvo za digitalno preobrazbo in ob tem že klasično ministrstvo za javno upravo, zakaj niso poskrbeli, da bi lahko državljanke in državljani oddali podpis podpore tudi z elektronskimi certifikati, ki so jih tako na veliko reklamirali za neke druge aplikacije, ko pa gre za nas, za naše življenje, za naše udejstvovanje v družbi, pa to državi ne diši in nam to onemogoča. Skratka, na vse odgovorne institucije v državi bomo seveda z ustreznimi akti pristopili in verjamemo, da bodo v čim krajšem času reagirali, da se vrne legitimnost tudi tem državnozborskim volitvam. Hvala lepa. Ker gremo na volitve, je zelo pomembno, da imamo tudi svoje lastne prostore in nedavno smo odprli 2 pisarni. Ena je tule zgoraj, kot jo vidite, eno pa vas bom povabili še v pritličje oziroma v klet, ki tako bo služila namenu priprav na volitve. Pravzaprav smo se opremili, čeprav iz nič, nimamo takih pogojev kot že obstoječe parlamentarne druge stranke, ki imajo prostore, vile in tako naprej. Mi smo želeli skromno, jaz sem prepričan, da bomo tudi z svojimi dejanji in pa z nastopi tudi odtod uspešni. Moram reči, da imamo pokrite vse področja z dobrimi kadri in kot smo že v začetku rekli, zelo pomembno je, da čim prej zberemo po volilnih enotah 1000 podpisov. Imamo zelo kvalitetne koordinatorje, preko 50 srečanj smo upravili na terenu in tako da nas čaka še priprave kadrovske liste. Tudi tu imamo večino stvari že pokritih. Kadri, ki prihajajo od spodaj navzgor. Nimamo na listah politikov, ampak imamo ljudi, ki pravzaprav so znotraj same sebe izbrali dobre kandidate. Jaz sem prepričan, da bomo uspešni tudi pri medijski predstavitvi in da bomo seveda uspešni 24. aprila, ko bomo pravzaprav lahko o nas poročali, da smo v parlamentu. Zdaj seveda marsikaj nas lahko sprašujete, svoj program imamo in program bomo tudi predstavljali v nadaljevanju. Prav tako bomo po volilnih enotah imeli tudi novinarske konference, okrogle mize, tako da vsebino naših stebrov bomo tudi posebej predstavljali v tem dobrom mesecu in pol. In jaz sem prepričan, da bomo kot edina pravzaprav ta trenutek gibanje, ki bo šlo za podpisi na volitve, da bomo enakovredni tudi velikim strankam, ki za sabo imajo tako imenovano mašinerijo.
Tako da toliko z naše strani, če še kdo od kolegov, kolegic ima kako vprašanje, bolj bi pa dali besedo vam, prisotnim novinarjem, da kaj poprašate, oziroma da vam lahko odgovorimo. Vkolikor ne, današnjo prvo novinarsko konferenco zaključujem in vas vabim, da si še ogledate prostore in to bilo za danes vse.